Lep pozdrav. Danes bi nekaj o burnoutu, se pravi o izgorelosti. O tem se zadnje čase veliko govori v Sloveniji in čeprav mi nismo društvo za izgorelost, našo bolezen mialgični encefalomielitis veliko krat zamenjujejo z burnoutom, z izgorelostjo. Jaz sem se veliko ukvarjala s tem, kaj naj bi ta izgorelost sploh bila, ne? Ker pred leti jaz sem bila prepričana, da je to stanje vitalne izčrpanosti. In v mednarodnem klasifikatorju bolezni ICD-10 je tako tudi pisalo, da je to stanje vitalne izčrpanosti. Potem so pa ta klasifikator majčkeno prenovili in v ICD-11 je kar naenkrat brez vsake posebne utemeljitve dodatne pisalo, da je to stanje vitalne izčrpanosti, potem, ko posameznik ni bil sposoben obvladovati stresa na delovnem mestu. Se pravi, kot neka posttraumatska stresna motnja ali nekaj tacka, kjer je človek popolnoma izčrpan. Hkrati sem pa veliko brala skupine, ki so se ukvarjale po internetu z izgorelostjo, tam se je pa bolj govorilo v smislu izgorene nadledvične žleze. Češ da, če si ti zelo dolgo bil pod stresom, da ti je kortizol rasel, in potem enkrat pač nadledvična žleza več ni zmogla tako veliko delati in je kortizol padel. To je pravzaprav zelo nevarno stanje, zelo težko ga je določiti. Obstajajo krvni testi, obstajajo tudi testi sline, ampak to je tako področje, kjer še zelo tavajo v megli. Če si zelo na dnu z kortizolom, to velja kot eno zelo nevarno stanje. Ravno tako, kot če je zelo visoko. Vse vmes je pa kar normalno in te ne jemljejo resno. Kljub temu, da ti dajo set za samo pomoč, če imaš zelo nizek kortizol. Zdaj pa jaz nikoli ne vem, kaj kdo misli, ko napiše, da je nekdo izgorel. A to misliš stanje vitalne izčrpanosti? Ali misliš stanje nesposobnosti obvladovanja na delovnem mestu? Ali morda misliš izgorelo nadledvičnico? Ne eno, ne drugo, ne tretje, pa ni mialgični encefalomielitis, sindrom kronične utrujenosti. Kajti sindrom kronične utrujenosti je stanje, že v osnovi po ICD-ju je to postviralni sindrom, se pravi, ki si ga dobil po neki virozi, ampak tule v društvu in drugod po internetu, po skupinah pa nekako opažamo, da gre za stanje, ki je bolj sorodno redkim vezivno-tkivnim, pa se pravi revmatskim boleznim, redkim in seveda nekim hormonskim stanjem, ne? Se pravi, burnout in mialgični encefalomielitis sta dve popolnoma različni bolezni. Če pa gremo naprej, mi se ukvarjamo z mialgičnim encefalomielitisom in fibromialgijo, ne ukvarjamo se z izgorelostjo, čeprav probamo tudi tem ljudem pomagati ali pa jih nekako usmeriti na pravo pot, in tukaj je zelo veliko namigovanj o tem, da naj bi bil stres vzrok našim kar vsem trem boleznim, Naše društvo se s tem ne strinja, Jaz sem zelo veliko delala z ljudmi, poznam zelo veliko zgodb človeških, In moram reči, da sem srečala ljudi, ki so preživeli res vse sorte, od tega, da so imeli finančne težave, da so imeli alkoholizem v družini, da so imeli težave zdravstvene, da so imeli očeta z demenco, da so mogli živeti v nekih zelo nemogočih razmerah, da so imeli strahotne finančne težave zaradi nekoga, ki je gamblal, se pravi, da so imeli strašanske travme od tega, ko jim je otrok umrl ali pa se jim je prizadet otrok rodil. Poznam ljudi, ki so jih zelo pretepali kot otroke ali pa so jih manipulirali in grdo z njimi ravnali, ki so rasli z narcisi in tako naprej. Mislim, da je brez smisla, da naštevam, da veste, da vsak človek na tem svetu je bil velikokrat v življenju podvržen hudim travmam, in da večina ljudi nekako se od teh travm upomore ali pa zraste ali pa ojača, postanejo boljši ljudje,
ali pa tudi ne, a ne. Nekateri pa pač dobijo neke psihične bolezni, ki jih je treba z vso resnostjo in odgovornostjo obravnavati. Tako se meni zdi. Ne zdi pa se mi, da bi redke revmatske genske bolezni izhajale iz nekih travm in se mi zdi pretirano poudarjanje teh travm in slonenje na preteklosti in namesto na prihodnosti zgrešen način zdravljenja, ne, za te ljudi. Drugo je, če človeku ta travma res ostane in če pač ne more preko nje, je edino normalno, da si poišče neko strokovno pomoč, a ne. Se mi pa zdi tudi to, da je svet postal tak, kako ne rečem, nevrotičen. Svet je poln nepotrpežljivih ljudi, neljubečih ljudi, nekih nasplošno so časi taki, da ljudje ne razmišljajo predvsem o sebi in o svojih kratkoročnih užitkih, ne razmišljajo pa toliko o sočloveku, o druženju, o nekih tistih starih moralnih, etičnih vrednotah, ki smo jih včasih imeli, ne. Nobenega usmiljenja ni, eno veliko rivalstvo je med ljudmi in to povzroča dodaten stres, ne. Ta druge sorte stres, ki ga vsakodnevno doživljamo vsi, ne, se mi pa zdi, da ni nič narobe, če od tega zbolimo, ker vsak normalno čuteč človek, ki to non-stop doživlja, neprestano, pa je v tem, bom rekla, formaldehidnem stanju zdrav, ne vem, je očitno toliko prilagojen na to strupeno okolje, ali kaj, da ga nič več ne prizadene, to pa spet ni v redu, ne. Jaz mislim, da v bistvu zdrava rastlina v zelo nezdravem okolju bo vsaka zbolela, ne. Če nas boli, potem ima nekaj čudnega vsep, a ne. In zato se mi zdi, da bolezen je tudi blessing, a ne, da je tudi blagoslov, zaradi tega, ker pokaže človeštvu, kam bi mogli iti, a ne, in to, da je toliko ljudi bolanih zdaj v zadnjem času, da jih zboleva na stotine, tisoče, 100 000, milijone ljudi, morda bi se pa morali vprašati, kaj od teh strupov pa mi širimo po svetu, a ne, s to kemija, a je to, ne vem, stvari, ki jih naše babice ne bi prepoznale kot hrano, a so to stvari v ozračju, ki niso bile v ozračju za časa naših starih mam, ali je to mogoče strupeno toksično obnašanje en do drugega. Mislim, da je marsikaj v tem svetu narobe, da večina ljudi se te travme prilagodi svojemu življenju in bivanju in raste ob njih in mislim, da tudi večina fibromialgikov, ravno tako kot vsi ostali, a ne. Ne moramo pa reči zdaj, da neke stvari so dobili samo fibromialgiki. Vsak, ki je dobil raka, multiplo, karkoli, a ne, ima enako psihično breme kot kdorkoli s fibromialgijo. In še enkrat, burnout, nihče ne ve, kaj je, ne vejo niti zdravniki, zato ker nekatere so učili, da je to stanje vitalne izčrpanosti, da drugi so učili, da je to stanje, ko človek ni sposoben prenašati stresa na delovnem mestu, tretje pa so učili, da je to izgorena nadledvičnica oziroma so to nekje slišali, a ne. Na vas pa je, da se odločite, kaj to je. Naše društvo se pa ukvarja z mialgičnim encefalomielitisom, s fibromialgijo, z redkimi revmatskimi boleznimi, tudi s hormonskimi delno, a ne tistimi, ki so vezane na naše bolezni, nikakor se pa ne ukvarjamo z nobenimi psihiatričnimi boleznimi, ker tudi smatramo, da fibromialgija ni pogojena s stresom, ampak da je stres samo pika na i temu, da je trigger neki bolezni, tako kot za vsako drugo bolezen, za raka, za multiplo, za Parkinsona, za ostavite poljubno bolezen, a ne. Tako da upam, da nimate ničesar od tega, da samo poslušate, ker vam je zanimivo, sicer pa vam želim veliko zdravja in vse lepo.